9.8.11 po kristijanskem koledarju 2011. Spoštovano občestvo, lep pozdrav v prvem delu trodelne oddaje Sporočila morja. Lokacija Republika Hrvaška, Dalmacija, otok Pašman, kraj. Da, spoštovano občestvo, to sem jaz. In za mene velja, da sem malo nor. Zato sem si izmislil spet nekaj novega, kjer bom to dokazal. Nahajam se v morju. Uro ste videli. Je preko 23. In smisel prvega dela trodelne oddaje Sporočila iz morja, lahko tudi Sporočila morja, je, da se dotaknemo bistva, kaj ljudje sploh smo in kako se treba uvrščati v naravo, da lahko živimo v sožitju, ne v tistem zlaganem egotripu, da je človek tisti, ki naravo nadvladuje, jo lahko uničuje, izčrpava do onemoglosti, misleč, da povračilnih ukrepov strani narave ne bo. Morje kot asociacija na prijetno, na dopust, tudi na prijetna doživetja, na spoznanstva, na nove ljubezni, skratka na tiste pozitivne, tako imenovane pozitivne afirmacije človeka, predstavlja ustrezen in odličen poligon, kjer je možno pričeti regenerirati duh. Morje kot izvor življenja, spomnite se prajuhe, predstavlja tisto, kar človeku še zmeraj lahko omogoča vrnitev v pristno čutenje, kaj bi naj čutil kot človek z velikim Č, ne kot človečnjak, torej bitje, ki si želi naravo podjarmiti, uničiti. In kako bi v bistvu dosegel stanje, kjer bi to vlogo človeka z velikim Č tudi konstantno živel oziroma udejanjal. Ko pričnemo v bistvu obnovimo ta prvi del te trodelne oddaje Sporočila morja, Sporočila iz morja temu, da nekako prikažem, kje je tista točka, ko človek izgubil stik z velikim Č in kako se dejansko to opazi, da človek več ni človek z velikim Č, ampak je človečnjak. Torej, pričeti je treba z analizo. Poprečen človek trenutnega časa, lahko rečemo tudi sodobnega časa, je mnenja, da je v bistvu edino logično misleče bitje, da je edino živo bitje, ki ne živi zgolj na nagonih, tako kot živali, in da ima sposobnost logičnega tuhtanja in sklepanja. Torej, denimo, da v tej oddaji Sporočila iz morja temu pritrdim. In potem se postavi vprašanje, čemu je ravno človek, ki na neke mentalne sposobnosti zmore mnogo več kot žival, zakaj je natanko človek tisti, ki pa življenjsko okolje, tako živali kot ljudi, pospešeno uničuje? Ali je človek zaradi zmot iz preteklosti do te mere degeneriran, da več ne loči črnega od belega, ali pa je problem širše narave? Pa se lotimo povsem na preprostem primeru prikazati, kako se človek, neke ribe, kako se človek ne zna postaviti v sožitni odnos z naravo. Nahajamo se na morju. Tukaj je voda, pesek, trava in ostala živa bitja ter rastline. In
Prepogosto se dogaja, da je živo bitje z imenom človek, ampak definiral sem ga seveda prej tudi kot človečnjaka. Bom pojasnil v nadaljnih delih te, lahko rečem celo trilogije, da ne bom poudarjal oddaje v 3 delih, kako se ta človečnjak zelo enostavno na obali prepozna. Človek najprej živi v zelo veliki zmoti, da mu škoduje sonce. Pride na plažo, se namaže s kremami in z svojim mentalnim nagibom, če da je sonce škodljivo, povzroča to, da mu sonce dejansko je škodljivo. Človek se ne vpraša glede tega, kaj je vzrok za škodljivost sončnih žarkov. Jaz obremenilnega vpliva sončnih žarkov ne zanikam. Zanikam pa to, da bi naj bilo škodljivo sonce. Ni res. Sonce je elementarni oziroma osnovni temeljni vir energije in brez sonca sploh ne bi bilo življenja. Zato tisto, kar življenje omogoča, ne more biti škodljivo. Škodljivi so pa sončni žarki, ki prodirajo skozi uničeno ozonsko plast, ki pa jo je uničil bingo, človečnjak. In že na tem primeru se ugotovi ta zgrešen egotrip človeka, ker se ne vpraša, koliko je sam kriv k temu, da mu sončni žarki povzročajo škodo, ampak poišče vzrok v sončnih žarkih samih po sebi. Torej, sonce je škodljivo, treba se je namazati, izprazniti toliko in toliko plastičnih embalaž in jih potem zabrisati po možnosti človečnjaške filozofije v morje. Torej, to je sedaj bila komična komponenta te v bistvu zelo pomembne filozofske debate. Debata je lahko kar, kjer bo ta video objavljen, ga je možno komentirati in tudi kaj vprašati, kdor želi. Tudi če jaz to lahko zgolj sam govorim, je to debate. V glavnem, prvo zelo pomembno spoznanje. Človek ne doume pravilno pomena sonca in predvsem učinka sonca. Soncu pripisuje škodljivost, ne vpraša pa se, koliko je z onesnaževanjem narave sam to povzročil. To je človečnjak, ne človek. Človečnjak zmeraj krivi naravo, da škodi njemu in se ne sprašuje, koliko on škodi naravi. Tukaj vidimo morske klobase ali morske kumare. In smo že pri drugi točki. Prehrana. Človečnjak živi z nekim prepričanjem, da so določene vrste hrane zanj škodljive. Škodljivo je, bi naj bilo rdeče meso, škodljive bi naj bile sladkarije, škodljive bi naj bile tiste in tiste zadeve. Torej se človečnjak nekako programira, miselno, da kot zdravilne opiše samo določene vrste mesa, kot škodljive pa tiste, ki seveda niso zdravilne. Jaz vam odkrito povem, da poznam zgolj osnovno definicijo, belo meso bi naj bilo zdravilno, rdeče meso bi naj bilo škodljivo. Če tudi trdim, da sem razgledan, se s tem jaz toliko ne ukvarjam. Denimo, povem primer, preden nadaljujem filozofski diskurs. Jaz gledam takole. Če imam na voljo podatke, da je prašič, svinja, v bistvu človeku zelo soroden po nekem ustroju, kolikor vem, so delali neke eksperimente z prašičjim srcem in bi naj na človeku delovalo. Sedaj podrobnosti ta trenutek ne vem, ker jih nisem obnovil, ampak bistveno je to, si prevedem takole. Če je prašič človeku zelo soroden, potem človeku prašičje meso ne more škoditi. Je pa drug problem in smo sedaj spet tam. Človečnjak pač ugotovi, da mu določeni tipi mesa škodujejo in naredi neko lestvico. Cik. In nekatero meso je boljše, nekatero slabše po tej lestvici. Ne vpraša se pa človečnjak, kakšno je pa tole meso z ozirom na to, da so živali, ki ga pridelajo, rečemo temu pridelajo, mučene. Nekaj dni nazaj sem bil v prašičjem hlevu in
ko so tile mali prašički, pri nas imenovani gujdeki, prišli do mene, sem imel takšen občutek, kot da gre za psičke, takšne res prijetne živali, da bi jih kar vzel v naročje in se z njimi igral. Potem sem pa pogledal bivalno okolje, v katerem bivajo. Nekaj kvadratnih metrov betona, smrdljivega, brez stika s prstjo, ustrahovani, malo svetlobe, glavne mučene živali. In ko se žival ali človek slabo počuti, temu primerno kemijo proizvaja in temu primerno je potem nekaj, kar to meso sestavlja. In spomnim se, ko sem bil otrok, smo živeli v bistvu na podeželju in takrat se je dogajalo tudi to, da smo imeli možnost jesti kure, ki so odraščale v naravnem okolju, torej iskale črve, tudi po gnoju, po gozdu, brskale črve, se pasle in tiste kure s perutnine Ptuj, ki so umetno pitane, vzgojene v farmi, v temi in dobesedno napihnjene, v narekovajih. In razlika med tema dvema vrstama perutnine je bila takšna, kot da bi jedel živo meso in gumo, tako da se boljše predstavlja. V bistvu, pogovorno rečeno, neprimerljivo. Torej, poanta tega, kar sem sedaj povedal, je ta, da narava ni sestavljena iz tega, da je nekaj manj vredno, nekaj več vredno in da je nekaj boljše, nekaj slabše, ampak je miselni ustroj zdravega človeka, ki ni človečnjak takšen, da dojame, kaj je potrebno za zdrav razvoj, kaj je degeneracija in da dojame, da je v zdravi meri vse koristno, v pretirani meri pa lahko postane tudi škodljivo. To je poanta. Ni smiselno in zdravo se ravnati po nekih psevdovplivih krščanstva, da bi nekaj naj bilo satanovo delo, nekaj pa božje delo. Zato, ker tega ni v vesolju. To so kulturni umotvori, ki so človeštvo tako ali tako stali že mnogo pametnih ljudi in s tem smiselnega napredka. Torej, bistvo tega prvega dela trilogije Sporočila iz morja, torej 3 oddaj, je tole, da je treba dojeti, kam sploh človek v celem svetu spada, da ni svet njegova last in da na svetu ni fenomenov, ki so dobri in dopustni, in fenomenov, ki so slabi in škodljivi. Vse, kar se na tem svetu nahaja, rečemo temu po vesoljni tvorbi, ima nek smisel in namen. In naloga človeka, ki ne želi biti človečnjak, je, da te namene dojame, za začetek v osnovi, tako po tisti faustovski formuli Was ist die Kraft, die die Welt im Inneren zusammenhält? Torej, kaj je sila, kaj je moč, ki svet od znotraj drži skupaj. Torej, rečemo temu, da dojame bistvo. In zatem se začne vzpostavitev in tvorjenje najprej temeljev zdrave filozofije bivanja in s tem tvorjenja, in zatem nadgradnje, jačanje nadgradnje in v bistvu doseganje zavedanja, kaj je vloga človeka v tem svetu, da človek dojame, da je narejen za to, ustvarjen za to, da dejansko planet regenerira in generira in ne zato, da ga degenerira in uniči. In to je bistvo tega prvega dela te trilogije Sporočila iz morja, torej temelj. Človek naj dojame, da naj ne bo človečnjak in naj se zaveda, da je aktiven del tega sveta in ne lastnik. Tako, hvala za pozornost in lep pozdrav.